Carsko selo ni vas, ampak je državni muzej v mestu Puškin v bližini svetovljanskega Sankt Peterburga. Zemljišče, na katerem stojijo prekrasni obnovljeni dvorci, ki smo jih obiskali v predprazničnih zimskih dneh, je bilo v 17. stoletju posest švedskih plemičev. 1708. je posest svoji ženi, bodoči carici Katarini I., podaril Peter Veliki. Iz besede direktorice državnega muzeja, Carsko je selo, pa je razbrati, da so bile v ruski in zgodovini tega kulturnega bisera ključne 3 ruske carice. Prisluhnimo gostiteljici v izčrpni predstavitvi. Carsko selo je ena od najljubših rezidenc Romanovih. Leži 25 km južno od Sankt Peterburga. Izgradnja te rezidence je povezana z ženskimi imeni naših 3 imperatork. Prvo stavbo, malo hiško, je zgradila žena Petra I., Katarina I. Za rojstni dan mu je želela pripraviti presenečenje, zato mu je na skrivaj dala postaviti majhno kolibo za lov in mu jo je pokazala, ko je prišel na lovišče. Stavba je imela le 16 sob in ni imela nobene infrastrukture, pa tudi prečudovitega sedanjega parka še ni bilo. Glavno obdobje izgradnje je povezano z imenom naše priljubljene imperatorke Elizabete, ki ji pravimo kar Matjuška mati. Bila je zanimiva carica, hčerka Petra Velikega z izjemnim značajem. Poštena, odkrita, dobro izobražena. Govorila je 4 jezike. V zgodovinopisju pa je označena kot nekoliko lahkomiselna, veseljaška, ker je ljubila ples. Morda je takšna tudi bila, vendar se prav njej moramo zahvaliti za izgradnjo našega čudovitega dvorca. Povabila je svojega najljubšega arhitekta Rastrelija. In če je danes v svetovni literaturi govora o ruskem baroku, je o Rastreliju, ki je zgradil veliko stavb v Sankt Peterburgu in obvezno zraven je tudi fotografija našega dvorca. To je pojem ruskega baroka. Ljubila je razkošje in se odločila za fantastični korak. Pozlatila je fasado ter vrata. Vhod je bil pozlačen z debelo plastjo zlata. Tako da so tujci, ki so prihajali sem, oddaleč opazili to brezmejno razkošje tudi zaradi velikosti dvorca. Bili so presenečeni in govorili so, da tej dragocenosti manjka samo še majhna škatlica, kamor bi jo spravili. Carica pa je dajala arhitektom navodila, kaj je treba narediti. Videli boste zlato enfilat, hodnikov z zlatimi vrati, ki so Rastreljevo delo, odražajo pa Elizabetin okus. Okus pametne, lahkomiselne, slavne ženske, ki je ljubila bogastvo, veselje, plese, razkošje. To je pravi primer ruskega baroka. Naslednja imperatorka je Katarina II., kateri se moramo zahvaliti za zasaditev in oblikovanje naših parkov in interjerjev. Katarina je bila po materi Nemka in bila kot vsi Nemci razumna, varčna, pragmatična. Ko je živela v tem dvorcu, je videla, koliko truda in sredstev je treba vanj vsako leto za pozlato. Zato se je odločila, da bo fasado prepleskala. Da ne bi zapravljala denarja za bahanje, torej se takoj čuti njen drugi značaj, čeprav je bila največja ruska vladarica. 200 let je zdaj grad približno v taki obliki. Ob obletnici smo lani fasado in vrtove obnovili, tako da lahko rečemo, da ima obliko, kot jo je dala Katarina in vsi imperatori za njo. Bilo je celo govora, da bi pozlato obnovili in bila takšna kot za časa Elizabete in Rastrelija. K nam je prišel Vladimir Vladimirovič Putin, ko je slišal za to zgodbo in se navdušil ter rekel, da bo dal zlato za pozlato, kar je potem tudi storil. Vendar zlato hranimo v banki. Pred 2 letoma, ko so nastopili ekonomsko težki časi, sem se odločila in šla na Ministrstvo za kulturo v Moskvo ter povedala, da je zdaj boljše, če ne delamo pozlate fasade, ker bi to stalo še veliko dodatnih sredstev za vsakoletno vzdrževanje te fasade. V naših klimatskih pogojih bi pozlata na štukaturi iz gipsa ne vzdržala dolgo. V Sankt Peterburgu z njegovo vlažno klimo in dnevnimi nihanji temperature tudi do 15 stopinj se ta pozlata na štukaturi iz istih razlogov obdrži največ pol leta, potem pa se začne lupiti. Delali smo poskuse. Na ministrstvu so se strinjali tako, da leži zdaj to zlato kot rezerva. Mogoče se bo spremenila gospodarska situacija ali pa klima, na takšno, kot je v Italiji, in potem bomo uresničili naše sanje.
Kasneje so tu bivali vsi Romanovi. K obstoječemu Katarininem dvorcu so postavili še Aleksandrov dvorec. Zgradila ga je Katarina II. Za svojega vnuka Aleksandra I., ki je premagal Napoleona, vendar je Aleksander raje živel v Katarininem velikem dvorcu v Carskem selu. Njegov brat Nikolaj I. je ljubil Carsko selo. Tu je preživljal veliko časa, živel pa je v Aleksandrovem dvorcu. Sem je družina prihajala v aprilu in ostajala do pozne jeseni, do oktobra. Takrat je Aleksandrov dvorec postal rezidenca. Tukaj so Romanovi živeli, tukaj so se veselili in doživljali tragedije. Tukaj so se rojevali otroci. Tam so otroci umirali kot najmlajša Nikolajeva hčerka. Tam se je rodil zadnji ruski car Nikolaj II. Tu je bila privatna rezidenca, v kateri se je odvijalo vsakodnevno življenje. Katarinine dvorec so uporabljali za plese, diplomatska srečanja, praznovanja pravoslavnih praznikov, na primer. Takšna je bila takratna razporeditev. Razen dvorcev, ki so biseri ruske arhitekture, začenši z Razstrelijem, pa vse do aleksandrijskega klasicizma, imamo čudovite parke. 100 hektarjev Katarinenega in 200 hektarjev Aleksandrovega parka. To spada v antologijo svetovne parkovne arhitekture. Tu spremljamo arhitekturo in modo arhitekturnih stilov 18. in 19. stoletja. Katarina jih je dala urediti zato, ker je v parke postavljala spomenike za vse zmage v bojih. Tako stojijo z bitko s Turki ter na različnih evropskih bojiščih. Imamo veliko paviljonov v različnih stilih. Vsak car je hotel dodati nekaj svojega v parke. Parkov po zimi nismo posneli, pa tudi mirujočih fontan ne. Upamo, da bo za to priložnost v času zelenja in belih noči, ko bi se radi vrnili tako v Sankt Peterburg kot Carsko selo. To vsekakor ni vas, kar bi sklepali po imenu. Novodobni kraj, ki vidno raste z novogradnjami v bližini nekdanjih domovanj ruskih carjev, se imenuje Puškin, po znanem ruskem pesniku zato, ker je v njem živel in je pokopan Aleksander Puškin. V neposrednji bližini mesta Puškin je hotel Potemkin, znan po bazenu s termalno vodo ter sobami za mladoporočence in ostale obiskovalce, ki si želijo stika z naravo. Ta je možen preko atrijev, prekrasne jase v bližnjem gozdu pa so vidne z razkošnih balkonov. Tudi nekdanje termalno kopališče na območju Carskega sela. Važnih veh v istoriji Carskega sela является... Pomembno obdobje v zgodovini Carskega sela je čas, ko je tu živela družina Nikolaja II., našega zadnjega carja, ki je zelo ljubil Carsko selo. Tu se je rodil, tu je preživljal otroška leta, prihajal z mamo. Tukaj je preživel medene tedne in v njegovih dnevnikih lahko preberemo: "Oh, kako čudovito je v Carskem selu. Tu se počutim boljše kot kjerkoli na svetu." Sem je privedel svojo mlado ženo, ki je sama upravljala posamezne sobe. Od leta 1904 se je družina za stalno preselila sem, čez zimo se niso več vračali v Sankt Peterburg kot prejšnje generacije Romanovih. Tu so živeli do 1. avgusta 1917, ko je po njih prišel avtomobil in so jih peljali v izgnanstvo v Torbulsk, odkoder se niso več vrnili. Vsa srečna in tragična leta polno pričakovanja so preživeli v Aleksandrovem dvorcu. Zato pravimo, da je bilo Carsko selo prestolnica carske Rusije. Za njimi se je preselil dvor. V našem kraju je bilo zgrajeno veliko hiš, kajti vsi pomembni ljudje so želeli biti v bližini imperatorja. Vsi zgodovinski dogodki tistega časa so se dotaknili Carskega sela. Tukaj so se odločali o reformi Stalina. Tu je bil car za časa prve revolucije leta 1905, ko je narod krenil proti Zimskemu dvorcu, ne da bi vedel, da je car odsoten. Pripravo in samo prvo svetovno vojno je car pričakal tukaj. Še celo novo železniško progo so zgradili, da bi lahko hitreje pripeljali v štab ruske vojske v Mogiljovu. Carsko selo ni samo umetniško pomembno in ni le enciklopedija ruskega življenja, ampak je tudi zgodovinsko pomemben kraj. Kot rdeča nit poteka odločanje o usodi ruskega naroda preko usode naših dvorcev in parkov, ter o tem lahko razmišljamo, ko preučujemo to zgodovino. Torej, dobrodošli pri nas. In res smo bili, saj nam je direktorica Državnega muzeja Carsko selo poleg gostoljubnosti za njeno mizo omogočila tudi snemanje in ogled Aleksandrove palače, ki sicer še ni odprta za javnost.
Na poti mimo zgodovinskega spomenika, izjemnega dvorca, pred katerim smo fotografirali za spomin, smo ugotovili tudi, da je vhod vanj očitno atraktivno mesto za snemanje mladoporočenih parov z družinami v vseh letnih časih. In da neveste v lepi poročni obleki nista motila ne sneg in ne mraz, da se ne slikata za družinski album. Podobno smo v vetrovnem zimskem dnevu doživeli tudi ob reki Nevi v Sankt Peterburgu. Puškin, kakor so zdaj po ruskem velikem pesniku, ki je živel in je pokopan v njem, imenuje Carsko selo, so v času bolševistične revolucije 1918 poimenovali tudi Bolševik, kasneje pa preimenovali v otroško mesto. Puškin je od leta 1937 in o njem rastejo nove hiše kot gobe po dežju. Vodička, ki nas je vodila do Aleksandrovega dvorca skozi zasneženo pokrajino, pa je prizorišče za zgodovino ruskega naroda pomembnih dogodkov. Opisala pa jih je takole. Мы с вами находимся в Александровском дворце Царского села. Nahajamo se v Aleksandrovem dvorcu v Carskem selu. Ta enkratni kulturni spomenik je konec 18. stoletja zgradil arhitekt Quarengi za starejšega vnuka carice Katarine II., carja Aleksandra I., ki pa je v Carskem selu najraje bival v Katarininem dvorcu, najljubši rezidenciji svoje babice, carice Katarine. V Aleksandrovem dvorcu pa se je naselil za nekaj časa njegov brat Nikolaj I. Zdaj smo v dvorani s portreti eni najbolj reprezentančnih dvoran Aleksandrovega dvorca. Odprli smo jo lani ob 300-letnici Carskega sela. Pred nami je čudovita slika umetnika Krugerja, ki prikazuje imperatorja Nikolaja I. s spremstvom. Predstavljeni so člani carske družine in visoki gostje, generali ruske vojske. Ob straneh sta portreta carjevih vnukov, na levi je portret starejšega sina carja in reformatorja Aleksandra II. Na desni, drugi po starosti Konstantin, ki je imel visoki čin v ruski vojski. Vodil je rusko ladjevje. Tu je predstavljen tudi portret tretjega Nikolajevega sina Mihaila, ki je služil kot namestnik poveljnika ruske vojske na Kavkazu. S temi dvoranami so povezani prijetni dogodki v družini Romanovih, družini zadnjega carja Nikolaja II., pa tudi tragični, kajti prav iz Aleksandrovega dvorca so jih 1. avgusta 1917 odpeljali v izgnanstvo v Tobolsk in potem v Jekaterinenburg nasproti znanim dogodkom krvavega konca v juliju 1918. Tega, da so bili v zadnjih mesecih bivanja pod skupno streho Romanovi ločeni in niso smeli imeti družinskih stikov, je vodička povedala brez mikrofona. Pokazala pa je tudi balkon, z katerega so jih nasilno zvlekli v izgnanstvo in smrt. V neposrednji bližini prekrasne velike vaze, ki jo je hčerki nevesti in ženinu ruskemu carju podaril pruski plemič. Podrobno smo si jo ogledali, kakor tudi zasebne prostore zadnje carske družine. Ti so v prenovi in še niso odprti za javnost, mi pa smo jih imeli priložnost posneti kot skupno fotografijo nesrečne družine zadnjih ruskih carjev. V oči nam je padla tudi asketska postelja zadnjega ruskega carja in delovna miza ter zasebni predmeti Nikolaja II. Na moški del ekipe je naredila vtis njegova biljardna miza. Ženske pa so obstale pred vitrino z oblačili monarhov. V srednji dvorani pa nismo spregledali v preprogo nagačenega velikega tigra na mrzlih tleh. Po njih smo kot v ostalih ruskih muzejih hodili z zaščitnimi copatki. Iz bogate ruske zgodovine se spominjamo tudi tragičnih dogodkov. Prav iz te sobe so odpeljali zadnje iz družine Romanovih v Sibirijo, kjer so bili ubiti. Vtis Carskega sela z jantarjevo in zeleno ter še kakšno drugo sobano je izjemen. Da bi ga bilo potrebno, tako kot Sankt Peterburg, vredno ponovno obiskati v poletnih dneh, dolgih noči in številnih vodometov, ki po zimi mirujejo, pa nas je napotilo na turistično agencijo. Po priporočilu stanovskega kolega in gostitelja Antonija Kovaljeva, s katerim smo se družili pred iztekom minulega leta, smo se odpravili v Komintur, katerega direktorica zelo dobro govori srbski jezik, ki se ga je naučila na fakulteti, v praksi pa izpopolnjevala v Beogradu in Črni gori, ki jo pogosto obišče. Na obisku pri njej nas je navdušila z gostoljubnostjo ter prekrasnim butikom, pred katerim je stekel pogovor s predstavitvijo turistične agencije Komintur.
V naši agenciji imamo veoma stručni tim. Turistična agencija Komintur iz Sankt Peterburga je bila ustanovljena pred 15 leti. Sodeluje tudi s slovenskimi agencijami. Gostje prihajajo iz vseh kontinentov. V naši glavni pisarni delajo talentirani ljudje, strokovnjaki, ki so bili v turizmu zaposleni že v sovjetskih časih. Na to smo ponosni, saj vemo, da je bilo v tistih časih tovrstno šolanje na visokem nivoju. Pridobili smo veliko izkušenj in tako ustanovili podjetje, ki danes nekaj pomeni. Pri svojem delu upoštevamo želje naših gostov in njihove vtise. To je ključ za naš uspeh in našo ustvarjalnost. Imamo veliki zbor programov za bivanje v našem lepem mestu in državi. Naprimer v Sibiriji, na Uralu, v centralni Rusiji, v prekrasni Kareliji, ki se nahaja nedaleč od nas. Popeljemo vas lahko v staro mesto Novgorod ali Pskov. Vse povsod organiziramo prekrasno bivanje, ki je povezano s tradicijo in raznovrstnostjo naše kulture. Kaj bi povedali o samem Sankt Peterburgu? Meni, ki sem prvič v Rusiji in Sankt Peterburgu. Kaj je tisto, kar je potrebno videti? Predvsem se sprehodite po ulicah našega mesta. Spomnite se knjig Leva Tolstoja, Dostojevskega ali Gogolja, ker je prikazan Sankt Peterburg kot nekaj živega. Ko se boste sprehajali, boste opazili tudi zapuščino naših genijev, ne samo pisateljev in skladateljev, kot naprimer Čajkovski, ki je nekaj let preživel v našem mestu. Ermitaž je muzej svetovnega slovesa in spada med največje na svetu. Na njega sem ponosna in priporočam, da ga obvezno obiščete in si ogledate dvorane Zimskega dvorca in umetnost od antike pa vse do danes. Poleg oddelka renesanse mi je najbolj všeč oddelek z impresionisti, to je ponos Ermitaža. Na trgu umetnosti je Ruski muzej, v mestu je cerkev Kristusovega vstajenja. Peter-Pavlovska trdnjava, v premjeru 30 km okrog Sankt Peterburga se nahaja nekaj bivših rezidenc ruskih carjev iz 18. stoletja, ki so bile poškodovane ali uničene v času druge svetovne vojne. Zdaj je večina obnovljenih. Narejeno je bilo veliko delo in vsa čast gre našim restavratorjem, ki so precizno obnovili carske dvorce. V Carskem selu je znani Katarinin dvorec iz polovice 18. stoletja. Kot zimski dvorec v Ermitažu ga je zgradil arhitekt Rasteli. Priporočam ogled Peterhofa s fontanami, Petrov dvorec, ki ga je kot carsko selo ustanovil Peter Veliki. Tam je veliko parkov, med njimi najbolj znan Dolnji park pri Petrovem dvorcu, ki se nahaja na obali Finskega zaliva. Ne spreglejte veliki kip Samsona v predvirju tega dvorca, ki je prav tako delo Rastrelija. Obiščete tudi Pavlovski dvorec, ki je zgrajen malo pozneje v času vladavine Katarine II. In je bil namenjen njenemu sinu Pavlu I. in njegovi ženi. Veliko je potoval po svetu, ljubil je umetnost in vedno, ko se je vračal, je prinašal umetnine, ki so danes razstavljene v dvorcu. V dvorcu so tudi rimske skulpture in zbirke slik. Znana je zbirka sodobne umetnosti in porcelana ruskih umetnikov. Priporočam sprehod ob Nevi, vožnjo z ladjico ob belih nočeh in ogled Nevinih zalivov. Reka Neva seka naše mesto in s tem povezuje Finski zaliv, ki je del Baltskega morja, z velikim Ladoškim jezerom. In za konec še Baltski biser. Jantarjeva soba, mnogi jo imenujejo kar 8. čudo sveta, zagotovo pa gre za edinstven zgodovinski zaklad. Soba je bila visoka 3,3 metre, merila je 55 kvadratnih metrov, stene pa so bile obložene z več kot 6 tonami izvrstno obdelanega jantarja. Izdelali so jo po naročilu pruskega kralja Friderika Viljama I., prvotno pa je stala v dvorcu nemških kraljev v Berlinu. V znak zavezništva v vojni proti Švedski jo je leta 1716 pruski kralj podaril ruskemu carju Petru Velikemu. Carica Elizabeta jo je najprej postavila v zimski dvorec v Ermitaž, nato pa preselila v Katarinino palačo v Carsko selo. Danes bi bila po ocenah strokovnjakov vredna več kot 100 milijonov evrov. Leta 1942 so jo nacisti preselili v grad Königsberg. Po padcu Nemčije leta 1945 neprecenljivega zaklada ni bilo nikjer, iščejo ga še danes. Ob 300-letnici Sankt Peterburga je nemški koncern Ruhrgas za njeno obnovo doniral $3,5 milijona. Replika Jantarjeve sobe je danes na ogled v Katarinini palači.